Na voljo imate številne modele za čim bolj verodostojen prikaz različnih zdravstvenih stanj, bolezenskih stanj, zapletov, da bi dejansko vsakdo, ki sodeluje v tem projektu, v tem simulacijskem centru in se v sklopu tega uči, razumel, zakaj gre in natanko vedel, kako ukrepati, kadar mora ukrepati. Ja, res je. Te lutke morajo biti izjemno naravne. Imamo gospoda, ki v simulacijski prikolici leži in ko pridejo ljudje noter, najprej se ustrašijo in mislijo, da je resničen. Skratka, ta realnost. Potem ta druga zadeva je, ljudje srečujemo marsikaj in časi niso, da bomo to na bolnikih preizkušali svoje znanje ali svoje ročne spretnosti. In za nas delajo izključno lutke v nekem londonskem studiu, ker so prepoznali v nas partnerja, kjer spet lahko združujemo neko znanje za boljši jutri, je malo pretirano povedano, ampak imamo gospo, na kateri je simulacija različnih ran, ki so posledica venskega popuščanja, ran, ki so posledica rakavih procesov, operativne rane, dekubitusne rane. In pravzaprav ta londonski studio z izmenjavanjem izkušenj naprinta oziroma izdela rano oziroma model, ki pravzaprav ga ne moreš ločiti od naravnega. Nas so naučili tudi, kako po številnih zbadanjih in vstavljenih infuzijskih katetrov lahko te rane oziroma te lutke sami popravimo. Trenutno nam izdelujejo nosečnico, kajti se zgodi, da so porodi na terenu, tukaj ne posegamo v klinično okolje, dotikamo se okolja, kjer je v vprašanju, da mora zdravnik na teren, ker ima klic, da je nosečnica. In zdaj nam izdelujejo to nosečnico, kjer pa imamo samo majhen tehnični problem, kako se bo ta otrok porodil, pa smo tudi že rešili, tako da pričakujemo konec leta, v začetku naslednjega leta tovrstni modeliran simulator. Interes je pa zelo velik s terena, pravzaprav že za zdajšnjo porodno lutko, ki ni naravne forme, se vidi, da je plastična, ampak ta tehnični postopek je pa za kolege z periferije, kjer imajo do bolnišnic kar nekaj kilometrov, izjemno zanimiv. Veseli pa nas pravzaprav sledeče, da smo bili prepoznani kot verodostojni partnerji, kjer pravzaprav lahko studio, ki se ukvarja izključno z namenom proizvodnje simulatorjev za Hollywood, da se ukvarja z inštitucijo in pravzaprav poskuša ji ustreči v kontekstu simulacij. In simulacije so izziv v prihodnosti take ali pa drugačne.